dobro, da si omenil. Poleg cosplaya smo imeli zraven še prodajno stojnico, ker smo pač prvič prodali svoj merch. Marko, povej malo o tej stojnici, kak je pa tebi bilo postaviti nekaj takšnega? Ne? Mislim, samo postavljanje me ne moti, pač. Mislim, fizično delo ni problem. Ampak fizično delo ni problem, zato ker jaz to upravim kot neko telovadbo. In to mi je všeč. Bolj mi je bil problem recimo logistika, ker nikoli se še nisem lotil recimo neke take prave stojnice, ki jo jaz vidim vizijo, pa potem dejansko spraviti v realnost, ker do zdaj smo imeli vedno, večino stojnic je na konvenciji, slovenski konvenciji je taki, da imaš pač preprosto mizo in potem mogoče še par stojal in to je to. Kar sem si jaz zamislil v glavi je, da recimo postavimo neko celo strukturo. Moja želja v prihodnosti je, da naredimo pač preprosto celo hišo. Če si predstavljate tako konstrukcijo, kjer imaš mogoče celo 2 nadstropji noter, pa stvar, ki izgleda kot nekak muzej, kjer imaš razdeljeno na več departmentov, kjer imaš mogoče na enem departmentu lahko, ne vem, demo game, na drugem departmentu, ne vem, listo različnih mank, ki jih prodajemo, na enem departmentu mogoče naš merch, še en department, kjer se, ne vem, animeji predvajajo, ki smo jih prevedli in tako naprej. Jaz si prav predstavljam vlakec smrti, si seš noter pa te odpeljal po Markolandu. To so sanje, realnost je bila pa taka, da vsem sem želel postaviti nekaj, kar je več kot to, kar se je do zdaj dogajalo na konvenciji. In je bilo, zgleda amazing. Želel sem postaviti stojnico v L, kar je pomenil 2 metra oziroma 7 metrov LED, se pravi ozadje. To so taki fabriki, tako blago, ki se namontira na v bistvu taka stojala, ki so znotraj osvetljena in potem se to blago v bistvu sveti. In to je bilo 5 metrov krat 2 metra takih ozadij, ki so naredili konstrukcijo ozadja. To je bil store. In tam je bil pač naš merch, naš branding na teh fabrikih. Spredaj je bila miza, ki je bila odeta v črnino, na mize smo potem pač še posebej zgradili Forex, v bistvu branding. En branding je bil pač naš Gaiden, drug branding je bila Ashi, ki je pač sodelovala z nami na prodajni stojnici. Ona je med drugim tudi prodajala svoj merch, pač to je bil kolaboracija med nami pa njo. Veš, če se sprašujem, kaj se je zgodilo z to zadevco? S čim? Je to, ko si zdaj rekel, da naš branding bil gori? Kaj se je zgodilo? Forex. Kje je? Pri meni doma. Kako ste ga spravili domov? Ali se postal ne, nisi postal. Čak ne, sem postal fotko, kaj se fotko je poslal. A to je ono, ko je bilo Exactly. Literally. Sem ostrešnika pred sabo. Toliko materijala sva spravila v njegov kombi, da sem bil stisnjen takole v spredej, ker sva na vrhu namontirala vse mogoče materijali iz naše stojnice. Ampak basically pač predstavljali si v L zadnji in v L mize tudi spredje. In mize so imeli spredje Forex, potem pa pač so po mizah bili naši merči in pa od Ashi merči. Ashi merči. Ja, Ashi merč je bil pač se zelo dobro prodajal, ker je pač zelo popularna, že nasplošno arti že odprej. In upam, da je naša konstrukcija samo pomagala pri tem. Tako da je bil pač zelo zanimiv proces že same logistike pred tem, zato ker nisem vedel, ali bomo dejansko lahko naredili celoten merch. Merch narediti ni tako enostavno, ko se ti zdi, bomo samo natisnili nekaj majic. Ne, rabiš prej pač preprosto zdizajnirati mercha, ne moreš ga kar ukradeti nekje ali pa preprosto narediti. Jaz sem hotel res nek limited edition merch narediti, ki bi odseval pač naš tako produkcijo. Ne samo sloanimi pa tekst ali pa karkoli, ampak dejansko cel dizajn. In to je eden takih dizajnov, ampak imeli smo 4 različne dizajne. Tako da sem angažiral Janino, da je naredila 3 dizajne in Ashi je naredila ta naš 4. dizajn. Potem je bilo pa treba dejansko stopiti v stik z proizvajalcem merča. In na srečo je v Sloveniji se glih odprla ena trgovina, tiskarna, ki tiska najrazličnejše zadeve in oni so nam v bistvu natisnili večino našega grafičnega materiala in merča. In to je v bistvu trgovina, oziroma organizatorji Epicentra, oni imajo tudi svojo tiskarno, tehnično trgovino, ki tiska, pripravlja material in tako naprej. In oni so nam v bistvu priskrbeli in te forexe, ozadja, platna, pingvine nam natisnili in tudi merch so nam natisnili. Torej, je pa, se pravi, tukaj je bilo ogromno. Ja, kaj ste nobeni pingvinov videl? En pingvin je bil,
pač, če boste pogledali video, en pingvin je stal na ob mizi, kjer je Ashley prodajala, in drug pingvin je stal pred našim fotostudiom. Ampak zakaj pingvin? Kaj je pingvin? Ja. Pingvin je v bistvu taka rola, dolga in oska, ki se pač razširi. To je ta zadeva, da je reklama zadeva. To je pingvin. A temu se reče pingvin. Pač pogovorno se temu reče pingvin. Jezus, žival predstavlja. Jaz tudi, Jaz sem si tako predstavljala ono napitljivo žival, kako imajo te napitljive božičke. B-roll, kaj je pingvin, jaz kako sem si od izgleda. Anje Pliškota predstavljal. Jaz tudi, Ampak res se hočem zahvaliti vsakemu, ki se je, ne sem, ki je prišel kupiti naš merch, ker itak to nam pač predvsej pomaga. Ne bom pozabil White 2 na začetku, ko nismo vedeli, a bo se sploh karkoli prodalo, ko se je odprlo vse skupaj, 2 sta prišla, vi 2, spomnim se vaju, imam še spomin, vse sta kupila, čisto vsako majico, jaz sem bil like, are you serious, guys? Še preden se je dogodek začel, mislim, da je to celo direktor TCG Parka. Če se ne motim. Resno? On je prišel po vse majice. Oh my god, ne. In jaz mislim, da je to on na začetku, ampak jaz sem bil res v drugih sferah takrat, ker to je bilo v bistvu še pred začetkom dogodka, torej sem mogel še postavljati stojnico in tako naprej. Ampak on pride na našo stojnico in vpraša, jaz bi vzel majico in ga vprašamo, tako katero, ne? In on, vse po eno. Tako da smo v bistvu še pred začetkom vsako, tako, že 7 majic prodali, ker je bilo. Moja želja je bila, da prodamo vsaj ne vem, vsako po eno. Meni si rekel, samo eno hočeš prodati, pa je to win-win. To bi bilo že win, ja. Mislim, da vsaj eno prodaš, da nekdo pride z razlogom, da kupi tvoj merch, da vidiš v živo nekoga, ki konzumira tvoj produkt. Pač sem bil ful vesel, no. Tako da se moram res zahvaliti. Ki konzumira, jaz sem si zdaj predstavljal, da nekdo dejansko majico potem poje. Prosim, ne jest majic. Ampak tudi tisti, ki so prišli se samo pogovarjati, pa podati svoje mnenje o našem podcastu, in to sem zelo hvaležen. Hvala lepa vsem, res sem zelo hvaležen.